tudi z moje strani in lep pozdrav vsem skupaj z moje strani. Ta sistem po GFE 23, ki določa tudi pravzaprav novi način določanje in pa vrednotenje beljakovin, ki po sistemu tako zvani prebavljivih črevesnih beljakovin. In o tem, kot je Sid Pesem, zdaj že napisal, te izrazi se bojo skozi celo predavanje pravzaprav nekako ponavljali. No, zdaj tu teme je veliko, avtorje veliko, jaz sem neke vodilne avtorje tukaj tudi navedel, po kateri sem to povzemal, jaz še pa sproti seveda kar nekaj avtorjev, ki jih citiram. No, torej, zdaj ene par stvari, ki smo že prej slišali, bom jaz kar preskočil, bi pa se mogoče za trenutek ustavil pri krmi, kot take, ker tudi kar nekaj svetovalcev tukaj, pa tudi ostali, da malo ponovimo, zakaj moramo tudi krmo dobro poznati, namreč zlasti recimo ta prvi del, da je krma sestavljena, mogoče bi te rekli preveč enostavno, organskega dela pa anorganskega dela in da je pepel predstavlja anorganski del. Namreč to je pravzaprav osnova, recimo pri vrednotenju beljakovin, tako zvanih oziroma mikrobnih beljakovin, je organska snov. In organska, prej smo slišali, kako je pomembna energija in da sta si energija in organska snov, prebavljiva energija in organska snov podobni, zelo podobni, ampak ta sistem ravno izhaja iz v bistvu prebavljive organske snov, kar bomo slišali, in osnova je seveda najprej organska snov. Tako da nam to, no in pa morda samo na hitro, da sama krma je sestavljena iz celične vsebine, med katerim so seveda škrob, sladkor, pektini, organske snovi, te se v bistvu bolj v reakcijskih enačbah in morda kaj najdemo pri izračunu prebavljive organske snovi. No, pa tudi zlasti so pa pomembne ta celična stena, v katerem je seveda NDF, v bistvu pravzaprav celota to predstavlja NDF pri določitvi in pa znotraj tega je ADF in pa poznamo tudi pa ADL. No, toliko malo za uvod, da se malo spomnimo, vse to vsi veste in poznate, ampak pa si poglejmo malo to pot prebave in presnove beljakovin v vampu, ki je, seveda, vamp je pač glavni prebavni del, v bistvu preživkovalstva in je seveda in je zelo, zelo pomemben in najpomembnejši pravzaprav organ. In beljakovine, kot poznate, prihajajo po dveh, beljakovine pač, ko prihajajo kot surove beljakovine, prihajajo v vamp in potem se nastanete dve poti v nadaljnjem procesu. Eno so, kot smo že slišali, nerazgrajene oziroma razgrajene beljakovine, ki se razgradijo do amonijaka in drugih dušičnih snovi in v glavnem do tega in se uporabljajo za sintezo seveda mikroorganizmov, ki za to pač potrebujemo, pri tem sistemu potrebujemo pač še energijo, o katerem bom potem povedal, in pa in druga pot, ki se tukaj ločita, so tako zvane nerazgrajene beljakovine ali bypass beljakovine, ki ta izraz zelo radi uporabljamo. Ampak najprej zakaj mi to pardon. No, torej pri tej prvi poti, ko boste videli, potrebujemo seveda tudi fermentabilno energijo za sintezo mikroorganizmov, za sintezo mikrobnih beljakovin, ki seveda nastane iz te energije, ko so hlapnih maščobnih kislin, in pa seveda ta druga pot, ki smo pa rekli, je pa so nerazgrajene ali UDP beljakovine, in to še pravzaprav enkrat kažem, te dve poti, ki se v bistvu tukaj ločite, ta sinteza beljakovin v vampu ali mikrobne beljakovine
v nadaljevanju bomo skozi spremljali ta izraz MCP in pa potem UDP, to so pa nerazgrajene beljakovine, ki grejo potem kot takšne v vamp. In te dve poti si bomo seveda danes tudi pogledali, kako poteka tam po novem sistemu GFE23 te poti do prebavljivih črevesnih beljakovin. No, zanimivo, predvsem iz tega vidika, kot je bilo že danes rečeno, da so to seveda te poti že dolgo znane, že Verbič in Babnik sta takrat in je Verbič to tudi objavil, kako poteka ta pot, prva pot preko mikrobnih beljakovin, kar smo že prej tudi slišali bolj podrobno, da je potrebna tu razgradljiva energija in razgradljivi dušik in še ostale mineralne snovi, zlasti žveplo podarjajo v zadnjih časih, v zadnjih letih in to seveda prej nisem vas pozival, ta kolaček je večji in zato ta pot preko mikrobnih beljakovin je bistveno bolj pomembna, bi lahko rekli, kot pa ta pot preko tako zvanih nerazgrajenih beljakovin ali bypass beljakovin, je manjši kolaček, bi rekel, in ki pa seveda te nerazgrajene beljakovine, ki grejo potem tudi v nadaljnji proces preko želodca, potem v tanko črevo in tankem črevesu se v bistvu presnavljajo oziroma se vsrkavajo kot aminokisline, seveda potrebna je najprej potem tudi prebavljivost teh aminokislin in potem ta gre potem v mlečne beljakovine. In zanimivo, ta novi sistem, ne vem, koliko bomo imeli časa na koncu, imamo seveda o potrebah glede na tak zvani prebavljivih črevesnih beljakovin, je seveda ena najpomembnejša potreba so prav mlečne beljakovine. Koliko je mlečnih beljakovin glede na seveda te prebavljive črevesne beljakovine. No, zakaj, slišali smo to na kratko, zakaj ta novi sistem, v Sloveniji smo, pa še zdaj seveda poznamo, pa še lahko naprej imamo ta NEL sistem, ki se je 86. leta uvedel in pa sedaj pa se uvaja, kot smo že prej slišali, metabolna ali presnovna energija. Jaz bom uporabljal ta izraz metabolna, predvsem zaradi tega, ker je tudi dogovor v tujini, pri tem nemškem sistemu, da se predvsem uporabljajo angleške besede, kratice angleških besed. In torej vrednotenje beljakovin še v Sloveniji, še nekateri še danes uporabljajo prebavljive beljakovine, imaš tudi potem nemški sistem, ki smo ga uporabljali intenzivno v 2000-2001, GFL 2000 je točno določal tako zvane uporabne ali skosljive ali nucbare soroprotein in pa torej no takrat sta pa v letu 2099 sta pa Babnik in Verbič uvedla svoj sistem slovenski, ki moram reči, da načeloma ni tako slab, morda ni tako preizkušen v praksi kot pa oni, ko imajo seveda kaj veliki to sistem. No, torej samo toliko za vzdrževalne potrebe ta novi sistem je bil podcenjen, za liter mleka pa nekako po energiji precenjen. Medtem treba je poudariti pri tem novi sistemu, kar je že bilo danes rečeno, je ta dinamični sistem, ki je odvisen od konzumacijskega nivoja. In torej pri večji konzumaciji se spreminja pasaža, je večja pasaža in se spreminja hitrost in delež pasaže. To velja seveda tako pri energiji, kako tudi pri beljakovinah, ker ta dva sistema sta si nekako ugotovili, da so se povezana. Torej, in pa tako speaker tudi navaja, da so predvsem šli na ta novi sistem, ki je nekako boljši vrednoti krmo, kot on pravi, in pa
bolj prilagojene priporočila za samo oskrbo. In pa ta novi sistem je tudi bolj fleksibilen in pa odprt za nadaljnji razvoj in kot pravi, zaradi tega imajo tudi seveda angleške kratice možnost primerjanja med drugimi sistemi po svetu in pa možnost seveda tudi povezovanja. No in da preskočim energijo, pri beljakovinah, torej v novem sistemu, uporabljamo predvsem, ampak uporabljamo prebavljive črevesne beljakovine, SIT, DP in pa seveda vedno nivoja konzumacija in krmna vrednost je vedno navedena v konzumaciji F1 in pa torej kot so vzdrževalne potrebe. Vzdrževalne potrebe pa koliko so, bom potem na kratko pokazal in pa torej črevesne beljakovine, zdaj ali so črevesne prebavljive beljakovine ali beljakovine prebavljive oziroma črevesne prebavljive beljakovine in pa črevesne prebavljive aminokisline, to določa ta novi sistem. No in to kot Terler in sodelavci navajajo, to je seveda kar velika ekipa, ki je izdala to DLG brošuro, v kateri sem jaz tudi veliko teh virov črpal. Novi sistem pač zamenjuje ta stari sistem, kot pravijo te iz GF21, ki nekako avtorji so se enotni, da so nove raziskave in določitve natančnejše upoštevajo presnovo dušika v prebavnem sistemu pri pričakovalcih, to je prvi razlog, in pa seveda boljše vrednotenje presnove beljakovin pri sestavi in kontroli krvnih obrokov, kot je pa sedanji sistem, tako zvani NUC-barje soroprotein, v bistvu delal in, kot pravijo, je odslužil in ga seveda nadomešča novi sistem. Ni pa seveda miša, pa tudi uporabljajo mar stari sistem. Torej, črevesno prebavljive beljakovine ali prebavljive beljakovine v črvesu, no, to sem prej že mislil načeti, to za ne vem tega, kaj bi v slovensko bilo bolje. Nekateri pravijo, da je bolje imeti prebavljive beljakovine v črvesu, v tej izrazoslovju, kar sem gledal, po tem leksikonu tega nisem našel, ampak tudi iz prevoda črvesno prebavljive beljakovine vemo, da gre za tiste beljakovine, ki so prispele v črvesu in se tam prebavijo. Torej, novi sistem pa seveda tudi upošteva v črvesu prebavljive aminokisline ali SIT, prebavljive SIT AA. Torej, izračun pa seveda, kot smo že prej v debati rekli, temelji na posameznih tankočrvesnih prebavljivih kislin, posamezne krme in na posameznih aminokislin v posamezni krmi. Torej, možno je seveda nova metodika natančnejše vrednotenje beljakovin v laboratoriju ali pa seveda navajajo pa, da seveda je tudi bolje izračunavati in kontrolirati krvni obrok pri upoštevanju tako zvanega konzumacijskega nivoja. No in če bi si pogledali potem vrednotenje beljakovin, kako dejansko poteka, izravnava na eni strani potrebe po črvesno prebavljivih beljakovinah in pa prebavljivih aminokislinah in na drugi strani pa seveda oskrba preko teh poti, ki smo si že pravzaprav pogledali, nerazgrajenih beljakovin in pa mikrobnih beljakovin in v katerim je seveda toliko v nerazgrajenih beljakovin, toliko nerazgrajenih aminokislin in pa toliko mikrobnih aminokislin. O tem bomo slišali, ali vidite, da je ta stolpec nekoliko manjši, zakaj, bomo kasneje to zvedeli in pa seveda zato je pa potrebno še prebavljivost tega in prebavljive, torej črvesne beljakovine potem se nekako izravnajo, da toliko pač damo, koliko jih potrebuje žival. No,
potrebujemo nekaj določitve, kot so OMD, kar smo že prej slišali, RDP, vam porazglediva, ki pa pogosto uporabljamo tabele ali pa delamo z analitiko, to, kar bom kasneje povedal, in pa vrednosti pri določitvi. Danes je možno seveda tudi določiti, oziroma se je že dolgo možno, lizin, metionin, pa še druge aminokisline in pa poznati potem prebavljivost posameznih aminokislin SID-AA. Samo toliko upozorim, da ker bo veliki D pomeni, da gre za prebavljivostni koeficient, ker je pa mali D pa pomeni prebavljive v gramih izražene beljakovine. No, samo toliko uvodoma OMD smo prej slišali, to so kratice angleških besed, jaz ne bom bral zdaj to je OMD je koeficient prebavljivosti organske snovi, bi lahko rekli, DOM pa so prebavljive organska snov v gramih. In pa fani, kako se to fan 1 zračuna za vzdrževane potrebe, ali imamo 750 kg ali 650, največkrat se 650 navaja, to je pomeni 6,37 kg in ko mi konzumacijo postavimo za določen obrok, potem nam bo seveda sam program, ali pa če sami računamo, ta faktor, ta konzumacijski nivo zračunal. V bistvu je to, konzumacijski nivo je samo produkt fana 1. In pa MC, mikrobne beljakovine, RDP, razgradljive, to smo že prej slišali, pa RMD, ruminalna mikrobna razlika. Razlika med razgradljivimi surovimi proteini v vampu in pa mikrobnimi beljakovinami. Seveda, to je drugačna enačba, kot je pa RNB. No in seveda tudi SID-P iz UDP in SID-P iz MCP, to se pravi v tankem črevesu prebavljive beljakovine iz UDP-ja, to je nerazgrajenih beljakovin, in pa v tankem črevesu prebavljive mikrobne beljakovine iz mikrobnih beljakovin. In vse skupaj, ko to dvoje na koncu vse štejemo, dobimo SID-P ali črevesno prebavljive beljakovine. No, in to shemo, ki smo si prej si še pogledamo po Schusterju, vidite, kako nastanejo pravzaprav te mikrobne beljakovine. Za nastanek, kot Schuster navaja, je zelo pomembna seveda organska snov. Organska snov in prebavljiva potem organska snov, na katero tudi konzumacijski nivo vpliva in pa potem, kako te mikrobne beljakovine nastane, kar smo v nadaljevanju pogledali, in tudi na to vpliva delno seveda konzumacijski nivo in tako dobimo potem potem te mikrobne beljakovine, ki se prebavijo v tankem črevesu, tako zvane črevesne prebavljive beljakovine iz MCP. In pa Schuster navaja, iz surovih beljakovin pa se nastane seveda nerazgradljene beljakovine, to je se pravi dolga pot in pa kakšna je prebavljivost teh nerazgrajenih surovih beljakovin, tudi kakšna je aminokislinska sestava, biološka vrednost, kot smo prej slišali, in potem tudi dobimo SID iz UDP. Zanimivo, tukaj Schuster ne navaja to pot razgradljivih beljakovin, kako je pomembno. To sem pa v bistvu dodal sam, razgrajene beljakovine in ker navaja v nadaljevanju, da razgrajene beljakovine so pomembne v tem vidiku, predvsem z tega vidika, da je RMD ugoden. Da je RMD ugoden, potem bo dovolj mikrobnih beljakovin. In seveda potem drugi avtorji, kot pa Sutekum in Gresner, pa seveda te razgradljive beljakovine v sam sistem v bistvu je zabeležil. Ampak, ko bomo v nadaljevanju videli, RDP pri izračunu mikrobnih surovih beljakovin vampa ni neposredno povezan. Torej, tako zvane prebavljive črevesne beljakovine dobimo torej po poti iz
vampovih mikrobnih beljakovin, MCP, in pa torej potem in ta MCP mikrobne beljakovine so nekje sestavljene z 78% je aminokislin, niso 100% aminokisline, in 22% je drugih dušičnih snovi, in potem sama prebavljivost aminokislin v tankem črevesu, to je bila skoraj fiksna vrednost, za aminokisline pa je 85%, in s tem potem dobimo seveda sit MCP v črevesu. In to bi lahko v bistvu zaključili, ampak ni tako enostavna pot. Pot je seveda, kako dobimo pravzaprav ta MCP, in ta MCP je predpostavka dokazano, da iz 1 kilograma ali pa 1000 gramov doma, to so prebavljive organske snovi, nastane 150 gramov MCP. In to je ta nastanek teh mikrobnih beljakovin predvsem do konzumacije 22 kg ali FAN 3,4, če izračunamo iz 22. Potem nad 22 kg pa je sinteza pri tej živali, ki so seveda več pojejo, večja konzumacija, tudi nastane večja sinteza, in potem formulo izračunamo recimo pri FAN 4, naprimer sem jaz izračunal 177,4 grama nastane iz 1 kilograma doma. In tako to narašča ta zadeva do 26 kilogramov suhe snovi, ki požre, na to je pa v bistvu, se pa to ustavi, je pa že fiksno, ni več sinteze kot 180 gramov na kilogram suhe snovi, torej to je zgornja meja zaradi seveda omejitve te sinteze vampovih beljakovin. In seveda zato pa je, kot smo rekli, pomembna določitev organske mase in pa prebavljivosti organske mase ali in vivo, kakorkoli, in vendar pa ta sistem je zelo drag, zato se ga precej navajajo te regresijske enačbe. Regresijske enačbe, to smo pač prej že slišali, jaz sem tudi zadnje 4 tukaj obkrožil, in v teh regresijskih enačbah določanje prebavljivostnega koeficienta organske mase pa so pomembne snovi, med katerimi so tako zvani plini vampu, elos in pa še druge seveda hranilne snovi, in na ta način smo že prej slišali zračunamo ta prebavljivost organske snovi po teh regresijskih enačbah. In seveda, kako pa zdaj pliva? Prej smo videli, da je vpliv konzumacijskega nivoja že na samo sintezo mikrobnih beljakovin, ampak še večji vpliv pa ima seveda tudi na, kar pa smo že prej slišali, tudi na prebavljivost organske snovi. In prebavljivost organske snovi, ki smo prejšnji podatki so bili samo za FAN 1, za vzdrževalne potrebe, ko imamo pa FAN I, pa zračunamo v tem, pa bomo videli, kar je doktor Žnidaršič prej že pokazal, kako se prebavljivost zmanjšuje, in recimo pri tej formuli sem jaz pri FAN 4 izračunal, da je okoli 4% manjša prebavljivost organske snovi. Torej, prebavljivost organske snovi se z večjo konzumacijo znižuje, in torej, višji kot je FAN, manjši je OMD, torej manj je v bistvu manj organske snovi in relativno. Vendar pa, kot smo prej rekli, nastane iz 1 kilograma doma pri večji konzumaciji več mikrobnih beljakovin, to se pravi, in to je pa recimo pri teh kravah, ki so zelo dobre, ki zelo veliko pojejo, je ta sinteza bistveno večja, in smo rekli nad 150 ali več do 180 gramov na kilogram te prebavljive organske snovi. In torej sit iz MCP potem dobimo, seveda, ko vemo količino mikrobnih beljakovin, ko smo zdaj seznanjeni s tem, in pa sestavo mikrobnih beljakovin, tudi to je nekje fiksna vrednost,
smo rekli 78% in pa sama prebavljivost potrebujemo tam v črevesu, torej pa sit veliki D, MAA, te prebavljivost aminokislin v tankem črevesu v procentih in na osnovi tega potem izračunamo te črevesne beljakovine torej iz mikrobnih vampovih proteinov. Tako, zdaj vmes vam samo pokažem to cerkev Marijinega vnebovzetja iz Nazareta, tako da si malo možgane spočijemo. No, pa gremo naprej. No, Potem je pa druga pot pa je preko, smo rekli, preko dobimo prebavljiva črevesne beljakovine iz UDP, nerazgrajenih beljakovin. In to je pa pravzaprav zanimivi sistem, oziroma zanimivi, takšen je, pravzaprav dobimo UDP iz razlike med surovimi beljakovinami in pa razgradljivimi beljakovinami. In zato pa potrebujemo, kar je že prej Jasmina nekaj podala, te frakcije A, B, C, lak in pa tem nadaljevanju še videli K frakcija in ali jo določimo seveda na živalih, ali pa seveda to zdaj v bistvu iz tabel, če bi rekel tako ponovadi, ker te frakcije seveda niso poceni in zato jih, kot navajajo avtorji, največkrat porabim kar iz tabel. No, te frakcije A, hitro frakcije beljakovin v procentih potencialno razgradljive, v procentih od surovih beljakovin, delež razgradljive frakcije B, hitrost same pasaže, ta C pomen in pa torej C je pa kako poteka zakasnitev samoruminalne razgradnje, CP. In nadaljevanju pa še potrebujemo za izračun iz UDP, iz RDP, potem tudi ta hitrost pasaže. Ta hitrost pasaže, ki je različen pri posamezni vrsti krmi, to so vse navedbe za FAN1, pri velozimi krmi nekaj 2,6% komaj, mislim, vidite, kako počasna je ta v bistvu razgradnja na uro, in pa pri močni krmi nekoliko večja razgradnja in pa seveda pri vlažni krmi, to jaz nisem vedel točno prevesti, ali to je bolj misleno za pivske tropine, pa take mokre pesne rezance, to smatramo pod vlažno krmo. No in na osnovi teh koeficientov, frakcije, potem dobimo tako zvano efektivno razgradljivost beljakovin potem, zdaj ne šli podrobno, in tu je seveda ta K v tej pomen faktor, ki pa bomo videli, kako vpliva na samo razgradnjo. No, torej, po tej enačbi potem dobimo RDP, CP krat prebavljivost oziroma efektivna razgradljivost teh beljakovin z EDG. Ampak, tako da, no in UDP je pa samo razlika med CP in RDP, to vsi vemo. Torej, za prebavljivost črevesnih prebavljivih beljakovin, za posamezno vrsto krme so dela, potrebujem prebavljive, torej ta črevesne beljakovine, torej za te potrebujemo nerazgrajene beljakovine v vampu in kakšna je prebavljivost teh nerazgrajenih beljakovin v vampu. UDP krat ta prebavljivost nerazgrajenih beljakovin v vampu. To je precej teoretično, ampak v praksi je to seveda tudi pomembno. Poglejte, ta prebavljivost prebavljivost nerazgrajenih beljakovin, če bi primerjali samo eno krmo, kot je na primer ena žitne drožži, poznate žitne drožži, ali pa sojine tropine. Videli, kakšna je tu razlika? In tudi kakšna je razlika v aminokislinski sestavi. To včasih mi v praksi preveč poudarjamo, ta veliki bypass. Ne vemo pa to prebavljivosti tega nerazgrajenih beljakovin, pa ne vemo aminokislinsko sestavo, tako zvane biološke vrednosti. To je pomembno. In torej ta dinamični sistem, kako pa vpliva
na črevesne beljakovine iz UDP-ja, predvsem ta faktor K. Ta faktor K, to je ruminalna, kak hitrost je ruminalne pasaže, koliko je ta pasaža na uro. In ja, to je na videz tak pač komplicirana, ampak ne komplicirana regresijska enačba. In jaz vam povem, da recimo pri neki Fanu 4 je ta pasaž, prej smo rekel 2,6 na uro, je okoli, mislim, da 4,5. Kar se hitrost pasaže se poveča z večjo konzumacijo. To je tak pliv. No, torej, na koncu preblive črevesne beljakovine iz sit, skupne črevesne beljakovine, torej smo rekli po dveh potih, sit iz MCP, torej iz mikrobnih beljakovin, in pa sit iz UDP, iz vampovih nerazgrajenih beljakovin, in to se enostavno sešteje in seveda dobimo to vrednost, koliko pač dobimo iz določene vrste krme. Kako pa je z aminokislinskim vrednotenjem krme? Podobno je, tako da tukaj ne bomo šli tako podrobno, kar je zelo podobno po istim postopku pravzaprav, in za določene črevesno prebivih aminokislin sit z mali d, AA, v krmi potrebujemo isto koncentracijo aminokislin MCP, to smo rekli, da je 78% aminokislin v MCP-ju, in pa delež posamezne aminokislin, koliko je v MCP-ju, to si lahko pomagamo z tabelami GFE 23 dodavamo, in pa delež posamezne aminokislin v UDP. To je pa lahko analiza aminokislin v krmi. In pa, ko zračunamo ta UDP, nekje je pravzaprav se procentualno tako predpostavljajo, da je aminokislinska sestava UDP-ja enaka, kot je pa aminokislinska sestava mislim, relativno enako, če se razumete, kot pa v skupnih, kot pa v vzorcu, tako da samo relativno manj. Torej, izračun koncentracije sit, to se pravi preblivih črvesnih aminokislin, je pravzaprav z istimi enačbami, popolnoma istimi enačbami kot pa preblive črvesne beljakovine. In tako da, recimo, mi tukaj računamo seveda tudi posamezne aminokisline. Posamezne aminokisline, kako se lizin izračuna, potem iz mikrobnih beljakovin, vampovih mikrobnih beljakovin, krat to, kar smo rekli, 78% je skupnih aminokislin v mikrobnih beljakovinah, in pa koliko je, to pa moramo vedeti, koliko je lizina v skupnih mikrobnih aminokislinah. In tako dobimo seveda lizin iz UDP-ja, sam UDP krat lizin v CP, koga je notri v teh mikrobnih beljakovinah, in dobimo lizin iz mikrobnih beljakovin, torej lizin krat prebavljivost potem tega lizina. Imamo podatke za vsako aminokislino, kakšna je njihova prebavljivost iz MCP-ja. Prej smo rekli, povprečno za vse aminokiseline je 85%. No in po drugi poti, seveda, sit iz UDP, pa seveda izračunamo UDP krat koliko je lizina v surovih beljakovinah, v tem UDP beljakovinah, nerazgrajenih beljakovinah, in podobno, seveda, podobno kot smo pri beljakovinah videli, lizin iz UDP-ja krat prebavljivost tega lizina, ampak to prebavljivost tega lizina pa ni tako fiksna kot vrednost, ampak moramo seveda tudi prepišemo iz tabelaričnih izračunani, kakšne so prebavljivosti za posamezne aminokisline. In tako da bomo sit lizin skupno prebavljivost črvesnega, bi rekel, lizina je iz MCP enako in pa iz UDP. Tako da lahko izračunamo seveda prebavljivost lizina, pa ne samo lizina, tudi še ostalih aminokislin. No, to je pa kraj v Betlehemu,
ker to je pa to mesto Jezusovega rojstva, ko greste v tej hišici. Ok, še na koncu malo potrebe po beljakovinah. Vidite, da so potrebe glede na stari sistem, po GFE 23, prebavljive črevesne beljakovine, nekje v začetku sta si sistema podobna. Pomembno je, da gledamo samo krivuljo. Ali krivulja gre isto, ali gre kasneje. Večja kot pa mlečnost, pa se te potrebe nekoliko zmanjšujejo. Torej pri visoki mlečnosti bi lahko rekli, da je stari sistem v bistvu preceneval v bistvu potrebe po beljakovinah. No, in če pogledamo pa recimo zanimivo eno travno silažo pri različnem nivoju konzumacije in vidimo, da recimo surove beljakovine, itak seveda je konstanta, to je stari sistem, nudobare surove protein, to je stari sistem, je konstanta in če pogledamo pa prebavljive črevesne beljakovine iz UDP-ja, to je z nerazgrajenih beljakovin, vidimo, da rahlo naraščajo. Večja kot je nivo, več je v bistvu tega prebavljivih črevesnih beljakovin iz UDP v travni silaži in ko pa še pogledamo, kako je za ta zelena črta prebavljivih črevesnih beljakovin iz MCP, iz mikrobnih beljakovin, pa vidimo, da nekje tako skoraj konstanta tam nekje do nivoja okoli 3. Pa mislite, zakaj? Če ste me poslušali, bi mogoče razbrali, ampak vem, da je težko. Takrat je ta sinteza v bistvu konstanta in kasneje pa je sinteza večja, smo rekli, se glede na nivo povečuje in tukaj se pa potem nekje pri 26 kg pa v bistvu vse spet zaravna. No in če pogledamo ta prebavljive črevesne beljakovine skupaj, vidimo, da so si v bistvu pravzaprav do konzumacijskega navoja tam blizu, tam 3, če rečemo, praktično skoraj ne spreminjajo. In naprej pa se spreminjajo zaradi neko sinteze, predvsem boljše sinteze in pa tudi več seveda je iz UDP-ja, več teh je nastalo iz UDP, ker je pač razgledljivost manjša. No, to je moja razlaga, no, bo še te potem. No, večja konzumacija tudi manj metana, kot smo prej slišali, in pa seveda sedaj to v bistvu zaključujem, tako potrebe, kakšne so potrebe, kako računamo potrebe, so predvsem glavna potreba v bistvu je za mlečne beljakovine. Moramo vedeti, koliko je v bistvu izgub z blatom, koliko je izgub beljakovin zaradi urina, izgub preko kože in pa koliko potrebujem za prerast, za samo brejost, rast plodu in največji, kot sem rekel, je potreba za porabo za mlečne beljakovine. To si zdaj ne bom podrobneje pogledal, lahko bi si, če bo kakšno vprašanje potem in podobno je za aminokislinske potrebe po aminokislin, podobno izgube z blatom, seveda računamo vse po reakcijski enačbi, izgube z urinom, izgube preko kože, parklov in prerasta same živali in pa prerasta plodu in pa enako za mlečne beljakovine. Tako da ta potreba po črevesnih aminokislinah je predvsem glavno podarek, seveda podobno kot pri beljakovinah, če še pogledamo nazaj, da vidite, da vidite tukaj glavni to se tudi računa, ne, in koliko, da je seveda glavni vpliv ima v bistvu na potrebe, seveda so delež beljakovin v mleku, delež beljakovin mleka. No, toliko so vse, da zaključim. Novi sistem črevesno prebavljive beljakovin je bolj natančen, se tako navajajo avtorji, od dosedanjega.
in dosedanji greh v zgodovino. Sistem temelji na prebavljivih črevesnih beljakovin, SIT-DP, to imamo prebavljive črevesne beljakovine iz mikrobnih beljakovin in pa računamo prebavljive črevesne beljakovine iz UDP, nerazgrajene beljakovin, za SIT iz UDP, SIT iz MCP, to se pravi iz mikrobnih beljakovin, je najpomembnejša prebavljiva organska snov in pa seveda, kot navaja Sutekum, uravnan MDP in pa OMD je odvisen predvsem od konzumacije, večja kot je tudi odvisno od konzumacije, pardon, večji kot je FAN, manjša je prebavljivost in kot sem prej navedel, pri FAN 3,4 se poveča, se začne povečevati, pravzaprav ta sinteza MCP do konzumacije 26 kg na dan. Za SIT, to se pravi prebavljive črevesne beljakovine, je pomemben delež nerazgrajenih beljakovin, da ga poznamo, sama aminokislinska sestava v tem deležu, kot smo prej rekli, ali je to sojine tropine, ali so to droždži, recimo žitne droždži ali podobno, ali pa repične tropine in pa sama prebavljivost teh nerazgrajenih surovih beljakovin. In torej novi sistem vrednotenja beljakovin so prebavljive črevesne beljakovine SIT-P in prebavljive aminokisline SIT-AA. Toliko, hvala za pozornost.